Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je gospod Soniboj Knežak, poslanec poslanske skupine Socialnih demokratov. Lepo pozdravljeni, gospod Knežak. Vi prihajate iz volilnega okraja Hrastnik, pa me zanima, kakšna je povezava z vašim lokalnim območjem, sploh z vaškimi sveti, krajevnimi. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, prihajam iz manjšega volilnega okraja Hrastnik, približno 9500 prebivalcev. Malo manjše mesto, ampak ravno prav veliko, da se skoraj vsi med sabo tudi poznamo. Tako da v bistvu je sodelovanje, moram reči, kar dobro. Sodelujemo najsi z občinsko upravo, z raznimi društvi, z vsemi, ki bi pač zanima tudi ta del posla, ki ga zdaj upravljam, se pravi državna politika. Je kakšna posebej dobra praksa sodelovanja na lokalni ravni, ki bi jo lahko izpostavil? No, ljudje nas kar najdejo, no? Kadar so težave, ki terjajo reševanje na državnem nivoju, nas najdejo, brez tega, da se kaj veliko oglašujemo in dobro tudi izkoriščajo te kanale, ki jim nudijo. Seveda, mi smo pa tudi v interesu nam je, da pomagamo v prvi vrsti sokrajankam in sokrajanom, nenazadnje tudi občini kot taki, ker nenazadnje pri nekih projektov, kateri so odločeni na državni ravni, seveda tudi krijejo življenje in posodo ljudi v manjših mestih oziroma krajih. Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Zdaj, če ste to nestrankarsko demokracijo mislila, liste, ki se nam pojavljajo, so pač postale, za mene so to del politike, isto kot je, s tem, da imeli smo primere, saj v našem kraju, da se liste niso imele, da niso pač politične stranke, seveda so kaj drugega, se pa grejo v mestnih ali pa občinskih svetih, ukvarjajo se z raznimi politikami, politiko na področju šolstva, cestovne politike, skratka vse tisto, kar kroji življenje in pa daje kvaliteto življenja nekemu kraju. Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede reprezentativnega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanja po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat? A se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izvolili, ali mandat stranke? Ne, seveda je v prvi vrsti mandat volivcev. V končni fazi seveda mi smo predstavili tudi program, ki ga stranka zastopa. Te se pač razlikujemo stranke med sabo, pa naj si bo to po nekih političnih prepričanjih, verskih prepričanjih, skratka neke razlike med samimi strankami so, ljudje to prepoznajo. Seveda smo pa voljeni v krajih, tako kot ste omenila, in nam je seveda zelo pomembno tudi mnenje ljudi, nenazadnje čez 4 leta gremo po ponovne mandate prav med te ljudi. Hvala lepa. Je karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, morda samo to, da je politika del našega življenja, čeprav trenutno med državljani ni na višku priljubljenosti, pa vendar je to tista veja, ki nam kroji življenje, zato bi spodbudil tudi vse tiste, ki imajo možnost, naj se aktivno vključijo, pa mislim, trdno prepričan, da bo tudi Slovenija jutri boljša, kot je danes. Hvala lepa, gospod Knežak, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in nasvidenju v naslednjem intervjuju.